Poglejte, kako se je to začelo. Tako da je Dani obljubil, da bomo vsak tork pri eni skupini, pa sem pa jaz malo posebila vmes. Vsak tork. Ja, midva sva se udeležila današnjega srečanja, ko sva bila prvič na Debelem rtiču letos na vodnem seminarju. Ne? In takoj po seminarju sva se pol vključila v skupino, to zakonsko, ne, v tle v Šempasu. In zdaj smo pač danes imeli na mesto decembrskega srečanja, smo imeli kar, smo to nadomestili, ne, z današnjim dnem. Danes me je Vilma pestvala malo. Ja, hudo, ne? Boga Vilma, ne? Se ni bilo dolg, ne? Ampak videla pa je, kaj pomeni to teža prijateljstva, kaj naredi. Ja, midva sva bila že na nadaljevalnem seminarju v Crikvenici. Sva bila drugič, zelo navdušena in se nama zdi ena taka lepa priprava tudi za adventni čas. Danes pa sva prišla sem tudi, da se obogativa še bolj, dobiva še kakšne nove navodila, načrta, kako bomo preživeli ta letošnji advent, no, in se prebili v vseh teh težavah, vseh teh skrbih in vseh teh norostih, ki jih vsak dan človek sliši na televiziji in vidi in tudi doživi. Da se boste lahko v hudem dnevu v bran postavili skušnjavam, ki grejo nad vas, vzemite meč duha, ki je Božja beseda. A jaz poznam svoj meč? Poznate vi svoj meč? Še kaj veste, kje ga imate? Na nočni omarici ali na kakšni polici? Se pravi, opremite se z mečem, ki je Božja beseda. In Sveto pismo, ta je Božja beseda. To je tisti meč. No ja, v glavnem, prišli smo zaradi tega, ker časi danes niso najbolj prijazni do parov in če hočeš nekaj narediti, je to ena fajna obveza, ki te zalaufa v življenju. In zato, glejte, tako nujno potrebno je, da vršimo to preiskovanje samega sebe. Kje sem jaz? Kje so moji občutki? Kaj se dogaja med nami? To je nujno potrebno zato, če hočemo midva vzdržati en normalen zakonski medsebojni odnos. Veselite se v Gospodu zmeraj, ponavljamo, veselite se. Vaša dobrota bodi znana vsem ljudem, Gospod je blizu, nič ne skrbite. Ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo z zahvaljevanjem. Ja, zato, ker mi je pač všeč, smo že 4 leta v zakonski skupini in pač preprosto, da bi se naučila kaj bogatega. Kako je mene Jezus pritegnil? Jaz imam izkustvo, bil sem na olimpijskih igrah 84 leta, pa nisem tekmoval. V Sarajevu, bil sem kot prevajalec, ne? Seveda, takrat so me že nekaj rabili za te stvari. In takrat sem doživel marsikaj lepega, ampak tistih hokejskih tekem ne bom nikoli pozabil. Tam v, kako se reče, tisti dvorani, tam, kako je že bilo v Sarajevu, Zetra ali kaj je bila, nekaj takšnega, ja. Kakorkoli že, to je bilo noro, ali pa bob steza, ne, in tako naprej. To je bilo zanimivi dogodki, kakšno navdušenje, ne, strašno navdušenje. Kaj pa navdušenje ob Jezusu, ne, ker sva se midva ob tem spraševala, poglejte, a je Jezus odgovor zame, ko sem v stiski, ko me je česa strah, ko ne najdem odgovora na vprašanja, recimo, kaj s tem vprašanja, kaj se bo zgodilo s tem mojim otrokom, z onim otrokom, s tretjim. Ja, ljudje smo družbena bitja in radi dobivamo spodbude tudi od drugih. In ko se za eno stvar, dobro stvar, odločimo skupaj, potem tudi v manjših skupinah lažje to izvajamo, ne? Pa gre za čisto osebne spodbude, potrditev tudi tega, da kar delaš prav, dobro. Se skregavam mimogrede, ker sva preutrujena in samo eno besedo eden narobe reče
pa že druge še ne vem, kako lepo učiva. Včeraj mu nisem na prav način enega vprašanja postavila. In je imel celo predavanje o tem, kako bi mu mogla, s kakšno skrbjo bi mu mogla postaviti vprašanje, da bi on vendarle lahko razumel, pa prav odgovoril na njega. Jaz bi se mogla verjeti. To se pa nisva zmenila, čak še. Veselite se v Gospodu zmeraj, ponavljamo, veselite se. Ne prav, da nimamo skrbi, ali pa da jih ne bi smeli imeti, ker jih imamo. Jih imamo, ampak pravi, da moramo vsako skrb preobraziti v molitev. In če hočem imeti pravi odnos do Jezusa, moram imeti tudi pravilen odnos do Svetega pisma. Zdaj se pa, poglejte, ljudje vprašamo, kakšen odnos pravzaprav pa imamo mi do Svetega pisma. Jaz bi vprašal tlele eno vprašanje, dvignite roke tisti, ki ne znate brati. Dvignite roke tisti, ki znate brati. Tisti ne bom, zdaj vem, da znajo vsi, ker ni noben dvigne roke, da ne zna brati. To se pravi, tisti, ki ne zna brati, a ne, skoraj da nima izgovora, da ne bi mogel brati Svetega pisma. Temeljni seminar nas je zelo nagovoril, tako da sva bila srečna, da sva šla in bi priporočala še mnogim. Sploh si ne predstavljam, kako lahko živiš brez take podpore.